Sedim v močvirju in razmišljam. Zapisi iz močvirja. Obstaja velika nevarnost, da četudi boste današnji prispevek poslušali, ga ne boste slišali. Zunaj namreč divjajo martinovanja in alkoholiziranost, pijanost, nabitost in podobni izrazi so glavna deviza nocojšnjega večera. Seveda ne nastopamo z moralističnih višav, ker sam Bog ve, da smo tudi v naši redakciji ljubitelji kozarčka ali dveh. Moti le nakladanje, da je martinovanje del slovenske tradicije. Nič ni dlje od resnice. Edina razlika med martinovanjem in fabriciranimi prazniki sodobnosti, kot so noč čarovnic, Valentinovo in celo Božič do neke meje, je ta, da smo si martinovanje izmislili sami. Pričujoče vrstice pišemo iz enega središč slovenskega vinskega vesolja in ničesar podobnega martinovanju v današnji obliki slovenska vinogradniška tradicija ne pozna. Če že je ob svetem Martinu vinogradnik povabil ljudi, ki so mu pomagali pri trgatvi, na kozarec vina. In to je bilo vse. Ampak tradicije nekje in nekoč pač morajo nastati. Tako sedimo sredi nastajanja tradicije množičnih bakanalij. Niso pa današnje pijanke kar tako, o ne gospod. Nocojšnje pijančevanje naj bo še posebej slavnostno. Kajti edina neprijetnost ob mačku naslednjega dne, ki smo jo do zdaj poznali pri alkoholni omami, je bila prejšnji teden odpravljena in odpravilo jo je samo ustavno sodišče, kar velja, kot da je z žebljem pribito. Namreč, če česa, smo se pijoči bali policajev, ko smo pribiti, opiti ali zgolj malo pod gasom sedli za volan. Teorija govori o različnih količinah in razmerjih. Mali pir ali špricer sta vedno okej. Velik pir ali pol buteljke že zahtevata mali golaž, vse, kar je več, pa zahteva srečo. Tako smo se tresli pred policijsko patrolo cela desetletja, ker pijančku pač absurdnost vožnje pod vplivom alkohola ne pride do živega. In ko so nas dobili, kako smo klicali znane pri policiji, znane na občini, znane pri sodniku za prekrške. In kako smo jokali in moledovali. Potem smo zbirali točke, ponovno opravljali izpit in se s psihologom pogovarjali o alkoholizmu. Vse te čire čare je zdaj ustavno sodišče ukinilo in nam privoščilo srečno in veselo martinovanje in srečen ter veseli december z njegovimi neštetimi priložnostmi. Zakaj gre? Na to vprašanje ne znamo odgovoriti, ker se razumnemu zdi odločitev ustavnega sodišča blazna. Ampak vseeno nekaj podrobnosti. Kot veste, je ustavno sodišče presodilo, da je drugi odstavek 107. člena Zakona o pravilih cestnega prometa neskladen z ustavo. Ta člen ali odstavek določa, da je opravljen preizkus z alkotestom, če se pihajoči z rezultatom strinja, dovolj za dokazovanje prekrška. In ta člen je zdaj ustavno sodišče razveljavilo. Ga dalo na led. Menda zaradi tega, ker pihajoči nima dovolj informacij in znanja, da bi lahko potrdil pravilnost pozitivnega rezultata. Jasno, da nima dovolj znanja in informacij, če pa je nažgan. Ampak gremo lepo po vrsti. Razumnemu se zdi, da je takšna odločitev sodišča nastala nekje v vzporednem vesolju, saj se je do zdaj zdelo, da se nihče, še najmanj pa sodišča, ne bi spuščal v dodatno rahljanje že tako preveč ohlapne zakonodaje, ki zadeva vožnjo pod vplivom alkohola. A očitno smo se motili. In ko se človek vpraša, kako lahko institucija, kot je ustavno sodišče, zvali takšno jajce, moramo vedeti stvar ali dve. Ustavno sodišče
ni najbolj pravo sodišče. Hočemo povedati, da tja sodnike kljub vsemu ugledu in prestižu delegirajo politiki. Linija subordinacije je predsednik republike, državni zbor in potem poslanci, ki morajo izvoliti sodnike z 2/3 večino. In kot tudi vemo iz prakse, se različne slovenske politične stranke trudijo inštalirati na sodišče svoje kandidate. Tako da, ko pride pred sodišče katera njihovih agent, njihov interes ali celo, bog ne daj, njihov predsednik, imajo zadevo pod kontrolo. Tako se ustavni sodniki ukvarjajo z bolj ali manj tehtnimi družbenimi vprašanji, ki so včasih spekulativna, včasih zapletena, včasih nepotrebna, včasih bizarna. Potem ne čudi, da vrle sodnike normalno vprašanje, kot je: ali se vam ne zdi, da pijani voznik nima dovolj znanja in informacij o pozitivnem testu in o indikatorju, povsem zmede? Zato so tam zbrane žene in možje nekoliko pomodrovali in vzkliknili: seveda ga nima, in če ga nima, je sprožiti postopek proti njemu neustavno. Ob tem nismo najbolj prepričani, če je pijana vožnja sploh ena od kategorij slovenske ustave. Vsekakor pa je ustavna kategorija, in to temeljna, da imaš kot prebivalec Republike Slovenije ustavno pravico do tega, da te ne nasadi pijan voznik, in da ima Republika Slovenija ustavno dolžnost te tipe spraviti s cest. Žal pa so ustavni sodniki použili preveč vrhunskega pravnega znanja, da bi znali presojati tisto, kar je vsem nam ostalim logično, očitno in razumljivo. Seveda je pričujoči sestavek zgolj beden pamflet, ki nima nobene teže v vzvišenem svetu prava. Ampak, da nismo niti mi od včeraj, bomo, kot se v boljših družbah pravnikov spodobi, citirali latinski izrek. S slednjimi imajo pravniki, sploh ob kozarčku na večer po simpoziju, veliko veselje. Si equus aut eques ebrius est, nunquam contra Romam eris. Kar se za vas, ki sta vam pravo in latinščina španska vas, bere kot: če sta konj ali pač jezdec opita, nikar proti Rimu.